Združenje za gorske teke deluje v okviru Atletske zveze že slabih 20 let in vsako leto potegnemo črto pod sezono nekje v jeseni, ko podelimo priznanja najuspešnejšim tekačem v tej sezoni in to isto nas čaka današnji večer. To se pravi, tu ne gre za podeljevanje nekih nagrad, ampak gre za podeljevanje priznanj pokalov najboljšim v točkovanju za pokal Slovenije v gorskih tekih za leto 2010. V pokalu je bilo 7 tekem, te tekme oziroma rezultati so se točkovali in najboljši, najuspešnejši v zbiranju točk prejmejo zaslužena priznanja na današnji večer. Poleg tega bomo proglasili tudi najboljša, najuspešnejša gorska tekača v sezoni, žensko in moškega, ki jih pač točkujemo, kjer se upoštevajo predvsem mednarodni nastopi, svetovno, evropsko prvenstvo, Grand Prix tekme, seveda tudi državna prvenstva in točkovanje za pokal Slovenije. Kamnika se nismo zbrali slučajno. Vemo, da je Kamnik gostil letošnje svetovno prvenstvo in nekako povratek na to prizorišče se je zdel nekako samoumeven in mislim, da prav v ta kulturni dom v Kamniku, kjer je bila infotočka na svetovnega prvenstva, imamo zelo lepe spomine in mislim, da bo to današnji večer vsem ostal v lepem spominu. Atletska zveza smatra gorske teke kot polnopravne v Atletski zvezi Slovenije in iz leta v leto je seveda tudi, zdaj pa če gledamo širše iz športnega stališča, teža, da tako rečem, gorskih tekačev večja, ker predvsem z uspehi dokazujejo, kako po eni strani težek je ta šport, ampak vseeno so naši tekači tako uspešni v svetovnem merilu. Druga stvar, s katerim pa izboljšujejo stanje oziroma povečujejo vrednost gorskih tekov v Sloveniji, so pa tekmovanja, ki se organizirajo v Sloveniji, tek na Šmarno goro, tek na Grintavec, ki sta že, bom rekel, svetovno znana, pa še veliko je takšnih gorskih tekov v Sloveniji, ki se periodično letno organizirajo. Seveda pika na i je pa letošnja organizacija svetovnega prvenstva v gorskih tekih prav tu v Kamniku, kjer je pa Dušan Papež s svojo družino in celotno organizacijsko ekipo in seveda ob veliki podpori bivšega župana gospoda Smolnikarja uspel narediti tisto, kar ne uspe tudi veliko večjim državam, to je organizirati svetovno prvenstvo, kjer je padel tudi rekord, saj je bilo na sami tekmi prisotnih tekmovalcev iz 40 držav, s tem, da lahko trdim, da tako dobre organizacije prvenstva do sedaj še ni bilo.